Mesečno rubriko Knjigožerci Instagram profila do zadnje strani, ki ga vodim Sandra Dobnikar, je navdihnila The Guardianova rubrika Books That Made Me, kjer o knjigah in branju povprašujejo znane avtorje. Knjigožerci pa so osredotočeni na bralce, profesionalne in ljubiteljske. Tiste, ki o knjigah pišejo na Instagramu ali blogu, tiste, ki enostavno radi berejo, prav tako pa tiste, ki pišejo tudi sami. Na začetku je rubrika našla svoj dom na Instagramu v obliki krajših intervjujev, sedaj pa se je preselila na YouTube, kjer bo v drugi polovici vsakega meseca objavljen video pogovor. Prisluhnite. Januarska knjigožerka je Martina Jazbec, ki ustvarja knjižni Instagram profil Knjižni šepet in pod imenom Badgerka piše knjižni blog. Stara je 24 let in je bodoča magistrica ekonomskih in poslovnih ved. Poleg knjig, branja in pisanja je njen hobi še fotografija, prav tako pa se rada ukvarja z grafičnim oblikovanjem. V tistih predkoronskih časih jo je pogosto zaneslo na izlete povsod naokrog. In smo živjo, Martina. Evo. Povej mi, danes je tak zmrznen januarski dan, kako si uživaš doma na toplem? Ja, trenutno ja. Sicer sem bila prej malo zunaj, tako da me je malo prezeblo, ampak zdaj je že super. Imaš slučajno zraven kakšno čaj, kakšno kavo? V bistvu imam samo vodo, ker sem malo prej pila čaj, pa preveč ne morem, ne. Ne veš kaj, zmeri to rečem, tako kot klepet ob kavi. In potem sem ponavadi jaz edina, ki ima kaj za piti s sabo, tako da tudi če je voda, se čisto v redu. Nekaj je, tako da. Ja. Glede na to smo čisto na začetku meseca, januarja in čisto na začetku novega leta, ne. Veš kaj, tisto tradicionalno januarsko vprašanje, ne. Kaj bo to let drugače, ne? Kakšne zaobljube si bomo dali? Da si ti kakšne bralne zaobljube zastavila? Pa v bistvu nekih večjih si nisem, ker si jih tudi lani na primer nisem, ampak letos sem se pa odločila, da nekaj si vseeno bom in sem se odločila, da bom prebrala 50 knjig, kar sicer ni veliko, ampak to vedno lahko presežem. Je za koga veliko, no? Ja, za nekatere je, za nekoga, ki se ima za knjižno blogerko, to ni toliko, ne. Ampak mislim, upam, da mi uspe, upam, da presežem. Če pa ne, pa še vedno imam naslednje leto. Ampak zdaj smo še na začetku, tako da upam, da bo šlo čestno. Super. Koliko si pa lani prebrala? Ne vem, pač iskreno, si ne beležiš, na primer? nikamor zapisovala. Ne, tudi Goodreadsa nisem nikoli uporabljala, lani sem sicer si naložila. 5 knjig sem si mogoče noter vnesla in potem se je to zaključilo. Tako da letos sem začela, sicer imam prebrano 1 knjigo, tako da še nisem obupala, ker ni bilo preveč gužve, ampak upam, da bo, no. No, saj smo šele na začetku leta, tako da tudi jaz nimam kaj dosti več, no. To nas sem zaključila 3. Bravo. Čestitam. Zanimivo se mi zdi, nič si ne beležiš, tako da bi imela kakšno svojo beležko, pa zapisovala. Ne. Načeloma pač kar mi Kobi zbeleži, da sem si sposodila, to je pa tudi vse. Mislim, ne vem, jaz preberem in pol je to. Pač zdaj, ko sem začela blog pisati, se tam vidi, kar sem prebrala, sicer ni veliko. Tudi na Instagramu pač vidim, kaj sem prebrala, ampak da bi pa kaj bolj podrobno, pa nikoli nisem. Mogoče pač letos se to spremeni, upam. Ja, prosti, res se mi zdi fascinantno, tako ker moram si zdajle prva takole, da si, mislim, dober, Goodreads pustimo, to res nimajo vsi, ampak tako, da niti ne bi imela svojega seznamčka. Ampak, a se kdaj zgodi pol, da razmišljaš, to sem že prebrala, ali imaš pač uspominiš? Ja, v bistvu enkrat vem, da sem si sposodila knjigo, pa sem jo začela brati in sem tako po 3 stavkih ugotovila, da sem jaz to že brala. In na tak način sem šla, potem sem šla v Kobi zgledat, če sem si jo že res kdaj sposodila in sem jo, tako da potem sem ugotovila, da očitno sem jo že res prebrala.
Tako da sam na tak način, pač kar se spomnim, no, ni pa zdaj, pač, ne vem, niti se ne spomnim, da bi si zabeležila, pač, gre mimo mene. Ne, saj prav, mislim, vse v redu, no, pač, jaz sem pač tak človek, da se vse beležim od tega, kaj pogledam, mislim pač res obsesivno seznami in vsega, zato se to težko predstavljam, ampak se mi zdi zanimivo, no. Ne, jaz pa si načeloma vse, pač veliko stvari si zapomnim in tudi si jih ne napišem. Tudi, na primer, ker imajo vsi rokovnike, sicer si jih vedno želim, vedno si jih kupim, uporabljam jih 1 mesec, pol pa je Januarja. pač, vem vse datume in je brez veze, da bi sploh še to uporabljala. Tako da, ne, nisem taka. Pač No, ne sej, morem. mislim, če ne rabiš, pa sploh ni problema. Se pravi, letos boš 50 knjig, a si za kakšno že odločila, to pa boš letos absolutno mogla prebrati, da že toliko dolg časa čaka na policiji ali pa da si jo toliko dolgo že želiš. Mislim, velikih je, ampak zdaj v bistvu se ne spomnim. Mislim, ja, Skrivno zgodovino sem se odločila, da jo preberem letos. Ker To mi zdaj na dušo pihaš, ja. Ne, pač res imam rezervirano. Sicer je še nisem dobila. Mislim, da sem druga v čakalni, tako da nekaj časa bom še čakala. Drugače pa zdajle zaenkrat nimam še nič v planu. Imam veliko knjig doma, ki jih bi bilo treba prebrati. Zakaj bi, če Imam lahko tudi v neki knjižnici? recenzijski. Ja, mislim, jaz sem več v knjižnici kot v knjigarnah. Mislim, sploh zdaj. Jaz kar Ne moreš biti rezerviram. nikjer v bistvu. Zdaj nikjer ne. Ampak skozi bi nekaj rezervirala in si sposojala in pol to ne uspem prebrati in sem tako malo užaljena, žalostna, ker mi ne uspe. In pol moram to vrniti in je tako, joj, a res. Mislim, ko vidim, da si je nekdo rezerviral knjigo, ko jo imam jaz doma, pa je še nisem prebrala. Joj, Ja, pa še podaljšati ne moreš, ne. ja, saj to. Se pravi, si čisto, kako bi temu rekel, ne spontan, avanturističen bralec, spontan bralec. Kar ti zapaše, to vzameš. Ja. Ne načrtuješ kaj dosti. Ne, to pa res ne. Mislim, sicer te recenzijske, jih mogoče malo načrtujem, ker jih pač dobim, pa si mislim, ja, to pa moram zdaj v nekem določenem času prebrati. Sicer mi ponavadi ne uspe, ker vedno najdem pa še nekaj drugega, tako da recimo, da malo se držim plana pri recenzijskih, druge pa sigurno, ne. Pač, kar mi pride pod roke. Se to je boljš, jaz to pogrešam, ker, ne vem, res pogrešam. Se mi zdi, da zmeri bolj gledam, to moram ta mesec. Sicer je res, da so kakšni book clubi pa vse, ko pač moraš tisti mesec prebrati, ne, ampak mi to čisto zamorimo, tako, in pol do zadnjega odlašam, da preberem. Vse tega, zdaj, mislim, ful veliko je tega, no, pač teh Ful je book veliko, ja. klubov, pa No, sej. bolj malo mi uspe. Ne, Kar se če tega komu, tiče. mislim, to je tako. Nekaterim tak način branja ustreza, drugim pa ne, pač čisto. S tem ni osnovno. Hvala Bogu, da imamo vsakega nekaj. Ja, pa da imamo to knjig, da res lahko prebereš, kar hočeš. Ja. Zdaj sicer, ker si že glih knjižnice omenila, jaz bom pol kar sklepala, da od malih nog zapajaš knjižnico z največjim veseljem. Je to res? Ne? Ja? Ja, ker dosti rada, že kot majhna sem v bistvu dosti hodila v knjižnico. Pa mislim pa, ko sem začela brati, ker mi nikoli nismo pač nekaj skupaj brali, pač da bi mi starši kaj veliko brali ali pa kaj takega. Ampak prva, ko sem začela brati, sem pa kar dosti hodila v knjižnico. Bi lahko rekla, da sem bila tudi malo obsedena že vmes, sem bila več v knjižnici kot kje drugje. Potem se je sicer to malo nehalo, potem se je pa spet začelo, tako da. Meni je v knjižnici res fajn. Malce nehalo to v najstniških letih, Nekaj kot takega. srednja šola. Pa ja, tam v bistvu med koncem osnovne pa začetkom srednje, tam ni bilo Ja. glih. Se poklop z mojim obdobjem, tako da čisto razumem, ja. Katere si pa knjige, si ti kakšne stale v spominu, tako da si jih takrat rada brala?
Ja, zdaj v osnovni, vem, da se spomnim Anice. To sem vse prebrala, po moje. Pa Princeskin dnevnik, to sem tudi ful brala. Tega se nekako najbolj spomnim. Sicer je bilo še nekaj drugih, ampak ne tako, da bi si jih pač nekaj zapomnila, ne. Jih je bilo kar veliko, ampak te so mi pa najbolj ostale v spominu. Ta Anica, vse sem prebrala. Pa načeloma knjig ne berem dvakrat, ampak tiste pa sem. Ja. Potem pa nekako si malo premora imela z branjem in potem si se nazaj spet vrnila. Je kaj posebnega spodbudila, da si nazaj šla s knjigam? Ne, v bistvu po moje za na morje sem rabila knjige, ker pač takrat ni moja sestra več hodila z nami in mi je bilo malo dolg čas in sem rabila neko drugo zaposlitev in sem vzela knjige. In potem sem spet padla noter in potem se je pač to samo stopnjevalo. Sicer sem pol na začetku faksa, sem se tudi začela z eno punco družiti, ko je bila nora na knjigarne. Ona je kupila vse knjige in smo pač tudi veliko hodile skupaj v knjigarne in sem jaz pa še dodatno začela brati. Pa tudi moj fant ful veliko bere. No, sicer trenutno malo manj, ampak načeloma kar dosti knjig prebere, jih kupi. In me je tudi malo še zraven povlekel to, tako da ker naenkrat spet sem v tem, da imam ful rada knjige. Ja, ful grozen, ne? Se zato je tako podobno. Ja, katastrofa. Pa imata podoben okus s fantom? Bereta podobne stvari? Ne. Pa si ne sposojate kaj dosti na drugega? Mislim, jaz včasih najdem kaj pri njemu, ampak zelo, zelo redko. On ima rad poezijo, ki je jaz pač, mi dve nisva najboljše glih prijateljice. Pa to fantazijske sicer so mi všeč in sem jih tudi ful veliko brala, ampak ne take, ki jih bere on. Pa on veliko bere v angleščini, jaz pa raje v slovenščini. In je res sploh težko najti na njegovih policih slovenske knjige, zato pač se pol tudi ne poslužujem teh njegovih polic. No, imate pa vsak svoje, ne? Svojo ogromno maro. Koliko knjig pa... Ja, pa verjetno tudi nimaš preštetih knjig, koliko jih imaš doma. Ja. Ne. Okay. Jih je veliko, ampak po moje, da jih je čez 100, to sem ziher. Okay. Ampak točne številke pa mogoče enkrat, mogoče letos, mogoče drug let. V naslednjem epidemiološkem valu, ko bomo spet doma poštela. Evo. Spet. A pol, se pravi, kupuješ jih v knjigarnah ali prek spleta? Zdaj prek spleta. Ja. Drugače pa tudi pač dosti v knjigarnah. Vedno najdem neki, 2, 3. Mogoče kako zraven, pa se pa ne morem odločiti, ker vsega ne moreš kupiti, ne. Če ti to dovoljujejo finance, ti prostor, ne. Ampak meni ne eno, ne drugo, tako da. Ampak vseeno se pač včasih ne morem držati nazaj. In pa še prideš v kak Hofer pa Spar in še tam prodajo knjige. Znižanje! Noro. Sem prebrala, si mi poslala, ker si se predstavljala, pa mislim, da paralisi. Kaj so tvoje sanje, si napisala? Da bi imela eno knjigarnico, ja. Ja, nekje ob morju, eno tako majhno, v takem starinskem stilu. Pa da bi bil noter en tak kavč. In da bi lahko pač ljudje hodili k meni in brali knjige tam, pač jih tudi kupili, ne. Pa se pogovarjali z mano. Pa tak. Sicer je to bolj posledica filmov pa knjig, ampak sanjam lahko, ne. Ja, ne, mislim, to bi po mojem bilo fajn, ker bi vsi kaj takega podobnega imeli v Sloveniji, ker tega ni, ne. Da bi tako prišel pa malo posedil, pa čakal, kakšen čaj ti pil. Ja, tudi to.
No, super, bomo pogledali nepremičnine, ne, na morju, pa bo kakšen golf. V bistvu je moja sestra že našla prostor. Okay. Zdaj rabimo samo še kapital, da to kupimo. Tako da, mogoče pa. No, to so luštne take stanje. No. Mislim, upam, da se ti uresničijo. Jaz tudi, hvala. Ja. Ponavadi bereš več knjig naenkrat ali tako striktno pri eni? Ne, jaz berem več knjig naenkrat, vedno. Ne vem, kdaj sem nazadnje brala eno. Ponavadi, sicer je tako, da pač začnem brati eno knjigo in potem si najdem še eno v knjižnici, po možnosti še kako zraven kupim in se ne morem upreti in še dodatne zraven začnem brati. In potem se spomnim, da pogledam na police in najdem še neki in še ti začnem brati. In poleg naenkrat preveč knjig, spet. Pa vse nehaš brati. Ne, pa se pa odločim, da eno bom prebrala. Najprej, pa pol počas do konca. Se zmer fajn, ker pol v enem tednu, naprimer, pa kar naenkrat vse zaključaš. Koliko sem knjige zdaj prebrala. Ja. Wow, bravo in nikamor, zdaj pa jih imam 5 prebranih. Ja, ne, jaz tudi ne vem, kdaj sem nazadnje eno brala. Prečudeno, da bi bilo mogoče fajn, če bi jo, ampak zakaj bi, če lahko? Zdaj jih 10 imam, po moje. Ja. A ne, toliko pa še nisem. Ja, pa še ne. Ampak, jaz tako gledam, da imam zdaj pa so čisto različne stvari. Da imam, naprimer, zdaj imam eno poezijo, imam en risen roman, imam ene kratke zgodbe, imam en navaden roman, imam eno zvočno, pač različne stvari so, tako da jih niti pol v glavi. No, zvočno sem jaz tudi začela par dni nazaj, sicer nisem daleč prišla, ampak tako da zdaj imam trenutno 6 knjig naenkrat. Ni še 10. Še je upanje. Zvočna ti ne leži? Mislim, ti ni bilo všeč poslušati? Ja, mislim, ponavadi ne vem, kdaj bi jo poslušala. Ker ko kaj delam takega, naprimer za faks, je ne morem poslušati, zaradi tega, ker bi naprimer pri seminarski začela pisati, kar mi on govori. Mogoče, ko pospravljam, ampak takrat rabim malo več zagona, ne, pa poslušam raj kako muziko, ko je taka odbujajoča. Ja. Ponavadi predn grem spat, pol preberem ali pa ko me glava boli, ker ne morem gledati in pol poslušam, ker to lahko. Tako da, to gre. Ok, super. Kaj pa elektronske? Elektronske tudi bereš? Sem jih, zdaj trenutno jih že dolgo nisem, ker me malo aplikacije zafrkavajo na tablici, ker nimam Kindla in podobnih stvari, imam samo tablico in zdaj kar naenkrat nobena aplikacija mi ne dela več. Mislim, mi delajo vse angleške, ampak jaz bi raje slovenske. Ampak se trudim vsake toliko malo prebrati, ker ne vem, pač moram vsega po malem, ampak še zmer sem raje na teh fizičnih, ko jih v roke primem, pa ne vem, malo mi je drugačno občutek. Ja. Sploh tiste nove. Ja, meni je to starejše upam. Ja, no. Ok. Mislim, da to ni tako, da pač malo povuham, ne, da pač tako, naprimer, križi kupaš, kakšno, ne vem, v antikvariatu. Se nisem bil velikrat kakšno kupila, tako staro, no, ampak tako, kar je pa tismo v lepilu, pa starem papirju, pa lepo diši. Kaj pa bereš trenutno? Mi proti vam, drugi del Medvedov. Nisem še daleč prišla, moram prav pogledati. Evo, na 34. strani sem. Ja.
Tako da, ta je zadnja, ko sem jo začela v sklopu mojih Ja, si res spraševala. knjig v branju. Medvedi so ti Ampak bili mislim, všeč, da ne? Ja, ful. Pač res so me navdušili. Upam, da bo ta tudi taka. Ja, menda, mislim, ne vem, jaz se nisem še brala, no, ampak vsakeč, ko snimamo te videe, pa naenkrat začnemo s svojim mami govoriti. To mora nekaj, ampak jaz se bom mami omenila. To je mu, ki je brala, mi proti vami je mogla pa enkrat vmes odložiti, ker je bilo tako, ne vem, hudo. Nisem čisto razumela, ker nisem hotela, da mi kakšen spoiler pove. Jaz sem hotela sicer samo eno poglavje prebrati včeraj in pol nisem mogla. Sem mogla malo več. Ja. Sicer ne veliko več, glede na to, da sem na 34. strani, ne? Ker je bilo že res malo pozno, ker sem to začela brati okrog 12:30. Pol sem nekako mogla iti že spat. Jaz sem se takrat že skoraj zbudila sredi noči, da sem šla na stranišče. Takrat že 3-krat spim, res. Ne, jaz pa dosti pozno hodim spat. Sicer to ne pomeni, da se pozno zbujam. Mislim, odvisno za koga. Za tebe, ko si rekla, da se zbujaš okrog 6, je to verjetno pa že pozno, ko se jaz budim ob 9:30. Ampak, ja, to je zame pozno. Zvečer največ bereš, preden greš spat? Ja. Ponavadi je to zvečer, sicer tudi čez dan včasih, ampak največ pač zvečer. Preden grem spat, se tako lepo naštimam, preberem par strani, pol preveč padem not in je ura kar naenkrat 2-3 zjutraj. In pa grem spat. Pa greš spat, ja. Ne, mislim, ker meni se že tako, da začnem brati kaj, na primer, ob 9 ali pa 10 in me pol not potegne, jaz sem tako, in je ura polnoč in še berem, sem že tako, kako je pozno, nismo razpazili, ti takrat šele začneš, ne. Kjer je pa tvoj najljubši žanr? Nočna ptica. Kaj najrajš bereš? Romance. To je že odkud tvoj priljubljen žanr ali kako si jih odkrila? Pa v bistvu najbolj so mi všeč zgodovinske romance. Potem se začeli s kakšno Julie Garwood. Ne, nisem. Ne, okej. Katero? Je pa bilo Caitlin Woodivis, tako da. Aha, okej. No, evo, to je moja druga. Nekaj približen istega. Zimska vrtnica je bila prva, ko sem jo prebrala. In potem sem mogla kar naenkrat prebrati vse. Aha, ja, mislim, in seveda. potem sem ful sem brala zgodovinske romance. Pol jih je bilo pa recimo, da en dan malo preveč, ker nisem brala čisto nič drugega več kakor to. Pa sem malo presedlala na fantazijo. Pol pa sem šla spet nazaj na romance, pa spet malo zgodovinskih romanc, pa pol malo spet navadnih. Zdaj berem vse. Mislim, pač res ful različno, ful več različnih kakor včasih. Ampak še vedno pač tisto najbolj enostavno branje, ko si pač reče, zdaj bom pa res nekaj na easy prebral, vzamem zgodovinsko romanco. Katere so pa tvoje najljubše avtorce? Poleg Caitlin, ja. Tudi sicer ta ni glih za zgodovinska, ampak Jude Deveraux je tudi. Te dve največ berem. Ostale pa pač si jih ne morem zapomniti, ker pač berem, mislim, zapomnim si naslove, ne zapomnim si pa avtorc. Sta ga res malo posebna, kar se tega tiče. Ogromno jih je drugač. Ja, ful jih je. Jaz si pa večinoma naslovnice zapomnim, evo, tako. Ko mi kdo reče naslov ali pa ko mi pove avtor, sem pa, ja, to je ona, ki ima to pa to govor. Meni ponavadi morajo opisati vse pač en lik v knjigi, pol vem, katera je in pol povežem, prej pa ne. Če si napisala, si mi tudi, da je med fotografijami in da je tvoja najljubša knjiga. In če se pravilno spomnim, je bil to Ognjeni šal. Ja. Kaj te je navdušilo pri tej knjigi?
V bistvu mi je bilo ful všeč, ker je knjiga napisana za 100 let razlike. Dve zgodbi sta v bistvu od dveh žensk in ena se je zgodila 1911, mislim da, in naslednja 2011. In obe dve imata neke težave, s katerimi se pač spopadata zaradi izgub v svojem življenju. In potem je pač tu ta šal, ki se na tak poseben način pride najprej od ene do druge. In brala sem jo na morju, kar pomeni, da je dobila še dodatne točke. In meni je bila res všeč, no. Po moje niti ljudje ne poznajo toliko in mi je škoda, da jo, ker je res taka malo posebna. Sicer vem, da ima ta avtorica tudi dosti podobnih knjig, vedno je nek predmet, ko se nekam preda naprej, ampak jih še nisem prebrala. Imam kupljene, ampak ta Ognjeni šal mi je pa res tukaj ostal v spominu, da jaz bi ga kar vsem priporočala, no. No, super. Mislim, da si ga predlagala za tisto knjižno ruleto, ker pri meni, pa mislim, da ga je nekdo tudi dobil, da pa ne vem, videla bodo prebrala, ne. Upam, držim pesti. Ne, ker mislim, pri tebi sem prvič opazila knjigo, no, pa se spomnim predvsem po fotki. Zdaj, ti si začela profil pisati lani, zdaj smo že januarja, ne? Lani? Ja, med prvim valom. Nekje aprila, ja. No, kako je prišla ta odločitev? Zdaj, mislim, jaz sem bolj fotkam. Mislim, meni je res to pri srcu, zelo rada fotografiram stvari in potem nismo smeli nikamor. Mislim, načeloma smo mogli biti doma in sem jaz par knjig tako v bistvu iz zabave začela fotografirati, da bi videla, kako to izgleda. In sem se odločila, da mogoče bi pač to lahko objavila. In sem se spomnila imena, ki sem pač rabila nekaj časa, da sem se ga sploh spomnila. Sem imela cel spisek, kaj bi jaz smela in potem je pač prišel knjižni šepet. In sem objavila fotke in sem začela tudi veliko bolj spremljati to našo Bookstagram skupnost. Potem sem pa se odločila, da če že slikam, zakaj pa ne bi še kaj napisala o tem, če so že prebrane, a ne? In sem začela potem to skupaj združevati in potem se je pač razvilo. Zdaj imaš in blog in Facebook, imaš tudi, a ne? Ja, tudi. No. Sicer na Facebooku nisem toliko velika aktivna, kakor na Instagramu. Mislim, da smo tudi vseh tako. Ja, ponavadi pa so začeli na Facebooku, pa potem šli na Instagram, ne? Ja, zdaj se ne moram sicer mogoče gospodična knjiga, no, tako, ne vem. Mislim, da mlajša generacija, da smo bolj vezani na Instagram, ker smo mogoče bolj tako vizualni, da nam to ustreza. Ja, tudi mogoče. Se pravi, in potem je prišel knjižni šepet in res si rekla, da zadnje čase bolj bereš vse, je to mogoče kakšen vpliv Instagrama, ker so pač vse žive knjige, ali slučajno? Pa v bistvu sem začela brati različne žanre z poletnim bingom, ker sem ga nekako mogla zapolniti in zapomnila sem ga lahko samo, če sem brala različne žanre. In pa sem našla različne stvari, ko so mi res bile všeč in mi je žal, da jih nisem že prej brala, ampak bolje pozno kot nikoli, pravijo. No, lepo. Mislim, sicer jaz pri bingu zdaj rečem, da načeloma, če bi se tako ful potrudil, bi lahko vse znotraj svojega žanra najti. Ja, ampak zakaj bi? Ja, no sej, mislim, to tudi jaz pravim, no, pač tako, če kdo zelo res ne bi hotel čisto prebrati, da bi se dali ti najti. Ne moreš toliko stvari spoznati, če vedno ostajaš v svojem boksu. Res je. Drugače, koliko pa časa tako namenjaš v urejanju profila, glede na to, da imaš zelo, zelo lepo urejen profil, kar se tiče fotk in vsega,
Si ti tako sproti ideje nabiraš, ali imaš en določen dan, ko pač fotkaš, ali tako? Fotkam, ko se spomnim, da bi bilo dobro, da kaj novega objavim. Na začetku sem sicer naredila veliko slik. Ne vem, en dan sem se spomnila, da bi pa jaz lahko malo več fotkala in sem naredila, ne vem, 10 različnih fotk. Pa sem jih potem pač vsake toliko objavila. Zdaj pa načeloma, ko preberem knjigo, se odločim, če je taka, da lahko objavim. Vsake toliko se pač spomnim, da bi lahko, ni pa zdaj, da bi imela kak poseben dan ali pa da bi si vnaprej pripravila, ja, to pa to knjigo bom zdaj slikala tisti dan. Ne, pač spontaneous. No, saj. Ne, zato, ker je, pač zdaj scrollam malo navzdol, pač že na začetku, ko si začela pač fotkati, ste videli, da boš imela pač čisto svoj stil, ne, in mu ostajaš zvesta in je zelo lep. In potem imaš zdaj res kot neke nove pogruntavščine, naprimer zadnjič, se prav spomnim, je bila tista z okvirjem, ne, ki je bil telefon v vetru in je tako lepo izgledal in mislim, da si enkrat rekla, da včasih sestrca da predloge. Ja, tudi. Vse. Asistentka Ja, potem. včasih jih da ona. Ja, vedno. Velikrat mi asistira, tudi jaz njej, da ne bo zdaj pomote. Ampak večinoma pač dobim ideje, ko preberem knjigo. Tudi s tem telefonom v vetru, ta okvir, če prebereš knjigo, ima točen poseben pomen v knjigi. In zato je pač tam, zato je ta okvir. Ja. Obe najdeva ideje. Včasih jih iščeš, jih najdeš v naslovnici, včasih pač v vsebini, mogoče tudi kaj na Pinterestu kdaj vidiš, ne? Tako da, veliko dejavnikov je, ko vpliva na to, kaj bo na koncu nastalo. Sestrca tudi tako rada bere kot ti? V bistvu, večinoma ji zmanjkuje časa, da bi brala svoje knjige, pa jih bere bolj otroške, tako da male glavice berejo, tam bere ona. Okej, res pa sestrca govori, mislim, se ne stara. Je sestra, je malo sklepala, da je mlajša, ja, Ne, jaz sem mlajša in berem odrasle knjige, ona pa bere otroške. No super, nisem vedela, da se to zelo. No, to je fajn. Vsi načeloma redki vejo. Ja, se trudimo, no, pač. Vsaka za sebe, ampak včasih pa vseeno rabiš kako asistentko, pa smo pa druga za drugo. No, super. To je fajn, da pa tako malo delita ideje in tako naprej. Drugač, knjige zmeraj dokončaš, ko jih bereš? Ali jih odložiš? Se trudim, da bi jih prebrala do konca. Se kdaj zgodi, da jih ne morem, da mi res pač ne ležijo in ne razumem, zakaj bi potem pač se mogla truditi, če ne prideva skupaj. Ji dam možnost, pa preberem 50 pa 100 strani, ampak če me prvih 100 straneh ne prepriča, načeloma odložim. Si čustven bralec? Imaš škatlo zraven? Ne. A je bila kakšna knjiga, ki te je tako malo, ki te je malo stisnila? Ne. Mislim, vsaj ne, da bi se spomnila, trenutno res pač nisem ob nobeni se. Ja, pa me je, veš. Hči Španke. Tista pa me je pa kar konkretno stisnila takrat, ker je res pač knjiga je res dobra, res. Videla sem, da vas je vse navdušila, no. Mene sicer ni me kaj dosti stegnila, no, mislim, pač sedina pa tako, ampak pa sem videla, da vas je vse navdušila in jo bom letos mogla prebrati in sem se odločila, da jo bom prebrala za tista bralna potovanja v Moniki, za Venezuelo.
Ja, mislim, meni je bila res všeč. Je kar dosti težka knjiga v bistvu. Ne moreš je kar tak na easy prebrati, ne, rabiš malo več. Ampak se jo pa splača prebrati. Tudi, naprimer, to so sicer kratke zgodbe, ampak Četrto po obvoznici, tam je tudi bila res dobra. Pa tudi ima take, določene kratke zgodbe so take, da te pač malo stisnejo. Da preber. Vsi so kratke zgodbe. Meni so kratke zgodbe res ful fajn za brati, ker so bistvu, pa če eno majhno dozo dobiš, pa če nimaš časa, lahko eno prebereš, pa je to. Jaz sem jih v bistvu začela brati z Zimskim Bingotom, prej jih nikoli nisem. Ne vem, zakaj jih nisem, ker so mi res bile všeč. Tako da, sem vesela ne za zimski, za poletnim Bingotom. Tako da sem vesela, da je bil, da sem lahko, da sem našla pač tudi te kratke zgodbe. Super. Bom preverila, ker res ne poznam. Drugač bereš, prej si rekla, da si Anice, da si prebrala večkrat, si še kakšne druge knjige take, da se vračaš k njim? Ali si večinoma enkrat to branjenje? Ponavadi knjigo preberem enkrat in je to. Sem se odločila, da bom tole zimsko vrtnico začela zdaj decembra vsako leto brati. Odločila sem se, ker sem jo pač dobila za božička, kar pomeni, da je nisem prebrala zdaj zadnjega decembra, ampak upam, da letos pa bom. Okej. Ja, a to... Načeloma pa ne. Ti ni do tega, ali misliš, da pač nimaš časa, ali se ti zdi brez veze, da bi še enkrat... Ne, v bistvu jaz ne maram brati nečesa, kar vem, kako se bo zaključil. Ker imam isto težavo s filmi, pa z serijami. Ne morem jih gledati, ker sem jih enkrat pogledala in je bilo to dovolj. Okej. Ne, zato, ker kakšne so tako, jaz nimam časa, ne, koliko knjig je za prebrati, ne bom pač časa zapravljala za tisto. Mislim, vse mogoče sem si tudi mislila, kdaj to, ampak načeloma pač me najbolj moti, ker vem, kaj se bo zgodilo. Ja, ko veš vse spoilerje, pa ne moreš. Ja. Kako pa drugače? Sem v bistvu... Kar pomeni? V bistvu sem brala te Somrak. Aha. To so bile tudi ene izmed tistih knjig, ko sem začela malo bolj brati spet. Tiste sem vse prebrala 2-krat, ker sem bila res nora na njih. In to je vse. Mislim, se zgodi, da kako knjigo še vsem preberem 2-krat, ampak so to res redke. Res redke. Okej. A bereš ponavadi na posli, na tleh, na kavču, za kuhinjsko mizo? Na posli največ. Na posli. Največ na posli, ja. Ja, na plaži. Ko greš, mislim, če bereš, preden greš spat. Nekako logično, ja. Ja. No, potem tudi verjetno nimaš zraven kave, ne, polnoči, ko začneš brati, ne. Ne bi bilo dobro, da bi jo imela. Ja, no, pa bi do 6 potegnila, verjetno. Se imam tudi kakšna jutranja branja, takrat pa imam kavo zraven. Katere tematike te pa v knjigah najbolj pritegnejo? Da se ti zdi, to bi pa izbrala. Nimaš kakšen posebenega, da bi bili kakšni, kaj se že, ljubezenski trikotniki ali pa kaj je pri zgodovinski, da bi bilo plemstvo ali pa da bi se odvijali nekje na kakšnem posebnem. To me je pri zgodovinskih, mi je pač bilo najbolj všeč to, da so te vojvode pa grofi, pa to vse, kar mi je bilo pol včasih malo žal, da jaz nisem bila v tistih časih, a ne? Sicer ni vse tako lepo, kot je v knjigih, tako da pol se je že spet malo za vprašati, da bi se splačalo biti takrat, ali ne? Ampak načeloma pač res, jaz si knjigo sposodim, kupim, pritegne me pa pač ponavadi, kar piše vzadji. Ni zdaj nekaj, da bi, ja, ali pa mogoče vmes kako stran, glih toliko, da vidim pač
slog, pač, če mi ustreza, kaj mislim, če me pritegne. Drugače pa neke posebne tematike, da bi me zanimale, pa niti ne, pač berem vse, načeloma. Prejle sem brala en članek, da pač po zgodovinskih romancah ni načeloma posneti kaj dosti adaptacij, razen kar je Jane Austen, ker pač potem naredijo 5 različnih Jane Austen, da enega in iste knjige, drugega pa ne. Ampak se ti kakšna druga filmska adaptacija, se ne spomnim? Kam si šla, Bernadette, tam je bila všeč, tam je bila res dobra. Sicer nisem brala knjige, ker načeloma, če berem knjigo, ne gledam filma in obratno. Aha, okej. Ker sem vedno bolj razočarana. Vedno, pač. Je pa dosti serij, ko so po knjigah. Ta Big Little Lies mi je bila ful dobra. Tako da to jo priporočam. Sem si kupila knjigo, nisem jo prebrala. Pa tako pokažeš knjigo, pa no, to sem pa gledala, evo. Ja. Pa Zima bela je tudi po knjigi sicer, ampak ni niti malo podobna. Baje so tudi samo deli knjige vzeti ven in se potem že to kar šteje. Divergent mi je tudi bil všeč, prvi del. Pa ne več. To je tudi, ne. To je tudi eden tistih, ko sem brala in gledala film in sem bila potem res razočarana. Kaj te je pa toliko razjezala? Konec! Aha, čakaj, a pri knjigi ali filmi so bili vsi Ja, vsi trije so bili. Aha, okej, jaz sem Meni je Sicer mi je bil v knjigi nelogičen konc, ker ne vem, zakaj se je zgodilo to, kar se je. In očitno je bilo tudi tistim, ki so snemali film, to toliko nelogično, da so se odločili to čist spregledati, kar je na koncu in so potem malo razočarali. Jaz Divergent glih nalašč nisem šla brati tretjega dela, ker so ga takrat čisto pluvali, tako da sem sam se prvega. Gledala sem pa mislim, da sem prvi del. Kaj pa Igre lakote, to si gledala? Ne. Gledala sem prvi film v bistvu in to je to. Ponavadi nisem morala gledati, kar gledajo drugi, pa nisem brala to, kar berejo vsi. Sicer Stomrak je pač nekaj druga, ne? To je zelo priljubljena serija, veš, Martina, to. Harry Potter, na primer, tega nisem brala. Ne, nisi brala, gledala pa si. Ja, gledala sem ga, mislim, da 2 leta nazaj prvič. Sem pogledala vse dele, ker je pač moj fant nor na Harry Potterja. In sem bila potem ful dobra duša in sem jaz vse filme pogledala z njim. Ja, in to je to. No, super. Mislim, zanimivo, no? Nekdo, ki tudi Gospodar prstanov, to sploh nisem ne gledala, ne brala. Gledala sem Hobita v kinu za šolo. Nesrečno deluješ. In sem zaspala vmes. Tako da pač očitno niso ti filmi bili za mene. Ne, mislim, se in potem je bil še vmes odmor. Potem sem še odmor vmes in sem se mogla v bistvu zbuditi, zato da sem lahko pa drugi del filma gledala in res pač niso za mene ti filmi. Nimam nič proti, ampak niso pa za mene. Verjetno se tudi fant zdaj že naučil, da to ni take. Da ne bo serija Gospodar prstanov, da ne boš rabila še to gledati. Ampak ja, a Bridgerton zdaj, kaj je zgodovinska romanca? Serija, si gledala? Sem. Si navdušenja? Ja, mislim, da so ful všeč. Res taki fajni so. Mislim, da sem celo brala, ampak samo prvi del. Aha, pač ja,
No, evo, to si pa pogledala, mislim, si prebrala in pogledala. Ja, in nisem bila razočarana. Wow. Super. Ok. Martina, najlepše ti hvala za tale pogovor. Jaz upam, Hvala da ti tebi. bodo mi proti vam skoraj toliko všeč kot medvedi, če ne še več, še bolj. Upam. In da boš še ostalih 5 knjig, 4, 5, v čim krajšem pač času prebrala, da jih bo potem že 6 prebranih, 7 prebranih, tako naprej, in da boš prišla do tiste številke, ki si jo želiš. No, Upam. mi se bomo pa vsi z veseljem še naprej spremljali na Instagramu, Hvala. Facebooku in na blogu. Hvala, čau, čau. Adijo.